Med letošnjimi dobitniki priznanj Frana Gerbiča je tudi Valter Kukovič iz Glasbene šole Slovenska Bistrica. Več o tem, kaj mu pomeni to prestižno priznanje, je povedal za Studio Bistrica. Naj povem najprej seveda, da sem zelo ponosen na vse ostale dosežke, ki so nastali tekom tega šolskega leta, še posebej pa na priznanje Frana Gerbiča, ki je potekalo prejšnji teden v Cerknici. In mislim, da kaj naj rečem, to je mislim, želja vsakega glasbenika, vsakega pedagoga, učitelja, da doseže pač ta nivo pedagoški, organizacijski, da tudi to nagrado lahko dobi oziroma da je kandidiran za njo. Že vrsto let namreč svoje znanje podajate mladim glasbenikom. Kdo pa je vas navdušil za glasbo in kje ste pridobivali svoje znanje? Ja, izhajam iz glasbene družine. Že moj oče me je zelo hitro navdušil za samo trobento, kasneje tudi za kakšne druge inštrumente. Vsekakor pa, kot sem omenil, je tudi cela glasbena družina, od strica, od dedkov, tako da mislim, da tukaj je veliko vpliva od same družine, še posebej pa, če še enkrat poudarim, očeta, ki res je tvoril vse to, do česa sem sam prišel. Omogočili so mi tudi starši šolanje, obiskovanje glasbene šole, kasneje tudi glasbene akademije in tako dalje, tako da mislim, vsa zasluga seveda izhaja od staršev. Omenili ste knjigo Krasogled sozvočij, kako je nastajala? Ja, tudi na ta izdelek sem izjemno ponosen. Seveda je to plod celotnega kolektiva Glasbene šole Slovenska Bistrica, tudi gospe Radmile Bikić Magdič, ki je vse skozi me spodbujala k temu, da sem delal tudi priredbe vsa ta leta in seveda tudi to dejavnost počnem vsa ta leta in zato sem tudi se odločil, ker imam res takšne sodelavce oziroma ekipo za sabo, s katerimi lahko sijajno sodelujem. In to zdaj moram povedati, da že kar čez 10 let, konstantno vsako leto, ko se prireja koncert učiteljev, so tudi vsaj 4 ali 5 komadov, ki jih priredim posebej za to priložnost in posebej za takšno zasedbo, kakšno pač imamo na glasbeni šoli na voljo. Vsekakor pa naj omenim, da zakaj je do tega prišlo, predvsem zato, ker takšne literature, partitur oziroma samega notnega gradiva za to vrstne zasedbe, citre, vsa ostala glasbila, ki so tudi številčno, nas ni toliko, takšne priredbe je nemogoče kupiti, zato sem še toliko bolj ponosen, da sem lahko to naredil. Vsekakor pa imam tukaj ogromno svobode, sam obožujem različne zvrsti glasbene, od džeza, klasike do pop, rock glasbe, tako da imam tukaj veliko svobode ustvarjalne, tako da sem na ta izdelek zelo ponosen. Je pa seveda, ker je 10. obletnica naše glasbene šole, smo skrbno izbrali 10 skladb različnih zvrsti avtorjev, še posebej pa poudarek na slovenskih avtorjih in skladateljih. In kaj to priznanje pomeni za Glasbeno šolo Slovenska Bistrica? Sem kot ravnateljica zelo ponosna, pa verjamem, da tudi celoten kolektiv. To priznanje nam veliko pomeni. Pomeni izvrstno opravljeno delo, izjemno kakovostno in tudi verjamem, da je to priznanje tudi motivacija vsem ostalim, ki delujejo ob našem kolegu Valterju, da bi lahko nekoč tudi oni bili med nagrajenci. Tudi sicer pa je v teh dneh na vaši šoli zelo pestro. Ja, res je. Po večmesečnem premoru, lahko rečem, in večmesečnih omejitvah na področju organizacije dogodkov, koncertov, so se sedaj v mesecu juniju stvari nekoliko spremenile, sprostile, tako da smo nemudoma priskočili v nekako realizacijo dogodkov, ki so bili načrtovani v jesenskem času ob začetku šolskega leta, ki je bil tudi nekako napovednik za našo 10. obletnico samostojnega
delovanja zavoda. Tako smo prav v začetku meseca junija odprli tudi razstavo pod taktirko Sozvočij, ki zajema tisto preglednico našega 10-letnega delovanja, tudi z delnim zgodovinskim pregledom, in sedaj je razstava na voljo za ogled v Galeriji Grad, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, in na voljo je vse do 9. julija, tako da prisrčno vabljena. Prav prejšnji četrtek smo tudi nekako uspeli izvesti koncert učiteljev z pomembno tudi podelitvijo prvih priznanj Sozvočja. To so nagrade najuspešnejšim učencem, tudi učiteljem, kakor tudi administrativno-tehničnem kadru. Smo jih podelili sedaj prvič za leto 2020 in veselimo se in verjamemo, da novo šolsko leto bo prineslo priložnosti za več kulturnih dogodkov, na katerem bodo nastopili tudi učenci v živo, kajti to res pogrešamo.